Lep pozdrav, torej bom na kratko povedal, katere 3 stvari še vedno motijo Novo Slovenijo pri tem zakonu in to je tudi razlog, da tega zakona ne bomo podprli. Prvič, prevelika obremenitev gospodarskih objektov, drugič, prevelika obremenitev kmetijskih objektov in tretjič, neupoštevanje števila otrok v posameznem stanovanjskem objektu. To so glavni razlogi, zakaj bomo mi temu zakonu nasprotovali. Če začnem od zadaj nazaj, mi smo predlagali, da se davčna stopnja za stanovanjske objekte, v kateri prebivajo otroci do 18. leta, za vsakega otroka zniža za 0,02%. To tehnično pomeni, če bi teoretično v neki stanovanjski hiši, če bi živelo 8 otrok do 18. leta, bi bila davčna stopnja hiše 0, če bi pa živeli 4 otroci, bi bila pa davčna stopnja torej 0,7%, kar pomeni polovico tega davka. Mi mislimo, da bi bil to tak nek pozitiven pristop države k družinski politiki, ki državo sicer ne bi nadstal, bi pa veliko pomagal družini. In nenazadnje, veste, da več kot otrok mač, tudi več prostora potrebuje. Tukaj je neka logika pri tej stvari. Glede obdavčitve kmetijskih objektov, kmetje so ogromno na to temo povedali, mi smo se v zadnjih dneh po terenu na srečanju z ljudmi ogromno o teh stvareh pogovarjali. Številni pravijo, da so davčne stopnje prevelike, da morajo razumeti uradniki v Ljubljani, da kmetijski objekti predstavljajo osnovno sredstvo kmetov. In v Sloveniji je že tako starostna struktura kmečkega prebivalstva oziroma tistih, ki kmetuje, gre za izrazito starejšo populacijo, ki praktično težko shaja in je taka obremenitev nenormalno visoka. Glede obdavčenja gospodarskih poslopij je pa tako, da gospodarstvo nas že ves čas opozarja, da je obremenitev slovenskega gospodarstva pretirana in da ne bojo več zdržali dolgo časa takšnega pritiska in ta pritisk in te davčne stopnje so odločno previsoke in se lahko zgodi, da bodo po nepotrebnem pokopale še kakšno podjetje. In na koncu se postavlja vprašanje, od koga bomo potem še davek pobirali, če bomo uničili še tisti del segmenta slovenske družbe, ki danes še edini vplačuje v slovenski proračun.